V monografiji sem raziskoval, kako lahko s procesom znamčanja, torej z razvojem in upravljanjem tržnih znamk, vplivamo na razvoj podeželskih območij v Sloveniji. Vem, da velika večina ljudi izraza znamčenje ali angleško branding in tržno znamko ne povezuje z geografijo, ampak seveda upravičeno najprej z ekonomijo, trženjem, oglaševanjem, morda tudi psihologijo, ampak znamčenje je danes veliko več kot le oglaševanje. Gre pravzaprav za eno veliko področje, usmerjanje, percepcijo potrošnikov, kupcev, nasploh prebivalstva in je zato mnogo več kot samo marketinško orodje. Zaradi velikega potenciala znamčenja je že pred 50 leti v nekaterih ameriških mestih so pričeli načela znamčenja uveljavljati tudi v načelih teritorialnega razvoja. Verjeli so, da za razvojem tržnih znamk za posamezna mesta, industrijska območja, turistične kraje lahko privabijo kupce, privabijo finančni kapital, privabijo mlade družine in to je bilo tam v 70. letih prejšnjega stoletja. Potem pa je počasi ta ideja prišla tudi v Evropo in leta 2000 je ideja prvič prišla tudi v Slovenijo in sicer v okviru projektov celostnega razvoja podeželja in obnove vasi. Tam so prvič predlagali, da bi morali za podeželska območja uveljaviti tudi tržne znamke in jim pomagati, da se razvijajo. To je bila najprej ideja. Leta 2004, ko je Slovenija pristopila k Evropski uniji, so pa seveda prišle še možnosti financiranja in takrat lahko opazujemo, kako se te znamke kot gobe po dežju razvijajo v Sloveniji po različnih podeželskih območjih. No in to cvetenje znamk me je navdušilo in do te mere, da sem zadevo raziskal za doktorat. Od takrat je slovensko podeželje pravzaprav prostorski poligon oziroma geografski laboratorij za proučevanje tovrstnih procesov znamčenja. Monografija obravnava znamčenje kot prostorski pojav. Zanima me, kaj je pravzaprav znamčenje in razvoj tržne znamke posameznemu območju dalo. Kako se je tam življenje spremenilo, ali se je način, torej ali se je razvoj podeželja zaradi tega kaj okrepil. Problem je bil najprej, da niso imeli nobenega registra, kje te znamke sploh obstajajo, zato smo najprej na ravni Slovenije izvedli anketo pri vseh slovenskih občinah, razvojnih agencijah in pa zavarovanih območjih. Ugotovili smo, da imamo v Sloveniji 35 primerov tovrstnih znamk in te primere smo potem z intervjuji, fokusnimi skupinami in kvalitativno analizo podatkov detaljno analizirali. Katere so bile tiste glavne ugotovitve? Prvič, da vzgledi ali ideje za te znamke so prišle iz tujine, predvsem iz sosednje Avstrije in dostikrat je dal idejo za tako pobudo kar župan ali pa nekdo zaposlen na občini ali razvojni agenciji, potem pa se je stvar razvijala od zgoraj navzdol, se pravi nekdo je predlagal in ostali so potem morali to razvijati. Dostikrat je bila ideja in pa prvi namen bolj plemenit kot pa sama izvedba. Večinoma so se potem soočali z pomanjkanjem sredstev, s pomanjkanjem znanja. Velikokrat so se mogli zateči ti ljudje pri razvoju znamk tudi k zunanji pomoči, z zunanjim strokovnjakom. Učinki znamčenja sicer niso bili slabi, marsikje na številnih podeželskih območjih so se recimo ponudniki, ki so iz območij sodelovali, prvikrat srečali z izzivi znamčenja, prvikrat so se srečali recimo z znanjem, kako razvijati spletne strani, kako sodelovati na različnih prireditvah in oglaševati svoje storitve, ampak kakorkoli ukrepi, ki so bili izvedeni v okviru razvoja
razvoja znamk niso bili vsebinsko povezani. Dostikrat je manjkalo strateškega načina razmisleka, ni bilo strategije, dolgoročnih načrtov, načina financiranja, tako da je motivacija nekje po 2-3 letih od začetka razvoja potem hitro upadla. Ta problem dolgoročne strategije pri teritorialnem razvoju v Sloveniji je opazen tudi tukaj, poleg drugih vidikov, ki jih na našem oddelku proučujemo. Monografija torej odpira pomembna vprašanja o prihodnosti razvoja podeželskih območij v Sloveniji. Je pravzaprav en dokument, en popis, kako pravzaprav je ta ukrep bil izveden in predlaga tudi nadaljnje raziskave. Vesel sem, da je ta metodološki ustroj raziskave rezultiral tudi v naslednjih raziskavah, kajti zdaj že skorajda leto dni izvajamo tudi na podoben način raziskavo o geografskih označbah, ki so podoben sistem razvoja podeželja, nekoliko drugačen, ampak vseeno v osnovi precej podoben.